Cilj te resolucije je usmerjen na kratko predvsem v zmanjševanje debelosti otrok in mladostnikov. Kot veste, se je število teh povečalo v zadnjih 30 letih kar za 2-krat. Nadalje želimo vzpostaviti tako okolje, da bo vsem, tudi socialno ogroženim, omogočen dostop do varne, zdrave, v lokalnem okolju in trajnostno pridelane hrane. In konec koncev, da bomo z vsemi temi cilji podaljšali tudi ne samo naša leta življenja, temveč tudi zdrava stara leta. Bistveno je zaupanje potrošnikov v domačo varno hrano. Kako v vsej tej svetovni konkurenci, ki je na domačem trgu, prav tako pravzaprav utrditi ali pa spodbuditi to zaupanje domačega potrošnika v domačo lokalno hrano? Slovenski sistem nadzora nad varno hrano velja v Evropi za enega od 3 najboljših. Je celovit, tudi število preiskav je večje, kakor povprečje v Evropski uniji, vendar se je potrebno zavedati, da je potrebno strokovna dognanja in tudi ocene tveganja, ki pa se spreminjajo, vedno znova upoštevati in ta sistem tudi nadgrajevati. Tisto, kar bi rad poudaril, pa tudi, da pri sistemu zdravega načina življenja varna hrana je seveda osnova, vendar varna hrana je premalo. Tudi z varno hrano se lahko nezdravo prehranjuješ, torej preveč vnosa energije in potem pride do debelosti in prekomerne teže, da pri tem pa skupaj zelo uspešno sodeluje tako ministrstvo, ki je odgovorno za prehrano, kakor tudi zdravstveno ministrstvo in tudi šolsko ministrstvo. In samo skupno sodelovanje mislim, da že daje uspehe. V tem trenutku so uspehi mogoče najbolj vidni pri javnih zavodih. Delež nabave lokalne hrane se povečuje. Lokalna hrana je pa tista, kjer sta vsaj 2 argumenta, zakaj jo kupovati. Prvo je bližina in če je krajša pot, je hrana bolj kvalitetna, saj ni potem konzervansov, ni potem izgube hranilnih snovi zaradi prekomerne poti. Po drugi strani pa mi imamo zelo oster nadzor. Naše kmetije, naši tudi obrtniki, tudi industrija pogosto pove, da je več nadzorov, kot je v tujini, ampak jaz povem, da je to samo koristno. Tudi zaradi tega je potem tudi več zaupanja potrošnika. Se pravi, slovenski potrošnik lahko zaupa slovenskim dobaviteljem, proizvajalcem? Tudi sam zaupam in če seveda poiščem lokalno hrano, je pa takole, ne? Sistem nadzora je potrebno vedno znova krepiti in tudi zavedanje je potrebno. Ne? Potrošniki s tem, ko izbiramo posamezne vrste hrane, tudi dajemo signal lokalnemu prostoru, kaj naj proizvaja. Tako da naši obiski na tržnicah naj bodo usmerjeni k tistim, ki prodajajo hrano iz kmetij, se s tem dodatno povečamo proizvodnjo hrane na kmetijah. Je to vajno, recimo, skupno zauzemanje za varno in zdravo hrano, že začetek neke vladne koalicije za zdravje? Lahko bi temu tako rekli, ampak tukaj ne smemo pozabiti še na Ministrstvo za šolstvo in izobraževanje, kajti, kot veste, smo tam začeli tudi že z zelo uspešnimi akcijami. Ena od teh je slovenski zajtrk, ki vsebuje tudi lokalno varno pridelano hrano, zaradi tega, da bi že otroke v zgodnji mladosti naučili, da se ne gre v šolo ali v službo brez dobrega zajtrka.